Kar usedi se tukajle, kako ti je ime? A že poznaš kožne teste, si že kdaj to imel? Bomo najprej zaslišali zgodbe, pa naredili načrte potem za njihovo obravnavo. Testiramo pač po vrstnem redu, kot ga napiše zdravnik, tako da zdaj imam vse pripravljeno. Potem nanesemo toliko kapelj, kolikor imamo tukajle stekleničk, in jih za eno tako lancetko malo utrem v kožo. Oddelek je praktično vedno poln, pa še dodatno so ali v igralnici ali pa na terasi. Sem Tina Veseltajnšek, pediatrinja. Moja ljubezen strokovna je alergologija, tako da sem pravzaprav pediatrinja usmerjena v zdravljenje, prepoznavo alergijskih bolezni. Ena od zdravnic na kliničnem oddelku za otroške bolezni, klinično imunologijo, revmatologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Imamo pršico, mačjo pasjo dlako, trave, potem vse vrste dreves, pleveli. Tolikle se bom dotaknila. A je hudo? Ne. Več kot 200 vrst hrane, lahko alergogene, pa testiramo na inhalacijske alergene, na pike in ob sumu na alergijo na zdravila. To nič ne boli. To nič ne boli, a vidi, super, bravo. Še več obravnav je pa v ambulanti, ko potekajo 2 ali pa 3 ambulante vzporedno. Bo naslednjo leto pravzaprav vsak drugi izmed nas imel neko alergijsko bolezen. Najpogostejše alergijske bolezni so sicer večinoma blažje. Alergijski rinokonjunktivitis je najpogostejša alergijska bolezen pri otrocih in pri odraslih. 10 do 40% populacije je obremenjena s to boleznijo. Potem je tu atopijski dermatitis, tudi zelo pogost, vsaj 10% otrok tudi v Sloveniji ga ima. Ocenjujemo, da ima alergijo na hrano 4 do 7% otrok. Žal lahko poteka kot tudi anafilaksija. V petini primerov je prvič se zgodi v šoli. Nekako moramo ponuditi vsaj 60 otrokom letno zdravljenje zaradi anafilaksije po pikih ali čebel ali os, le na našem oddelku. In tudi pojavnost anafilaksije je še vedno v naraščanju. Zadnja leta na račun alergije na arašide ali pa na račun malo nenavadne alergije, ki se imenuje alergija na meso sesalcev. Pa pogledamo rokico. Edino jasno pozitivno je alergija na pršico. 5 mm velik kožni test. Je izjemno zanimivo področje. Naše znanje verjetno sega, če primerjamo z vesoljem, nekaj zvezd na tem področju. In vedno odkrivamo nove zvezde oziroma nova znanja. Je pa zanimivo, da je pomembno tudi pravzaprav, kako so zdravo živeli naši predniki. Ker če je babica v nosečnosti redno uživala mlečne izdelke, mleko in zaužila sem in tja tudi kakšno jajce, potem so bile vnučke in vnuki manj alergični. Če je babica kadila v nosečnosti, potem bojo njene vnuki imeli več alergijskih bolezni. Pozitivni so kožni testi za pršico, nakazano pozitivni tudi za mačjo dlako, negativni pa za pelude dreves, trav in plevelov. Finska se je lepo zavedla porasta alergijskih bolezni, ko so poskušali otrokom v vrtcih zagotoviti bolj zdravo mikrobioto. Če delujemo v okolju, kjer je več travnikov, gozdov, smo tudi manj alergični. Niso samo ozeleneli površine, ampak so celo v prst, kjer se otroci igrajo na peskovnikih, pomeščali dobro mikrobioto, ki se je potem privzela med te otroke in so bili otroci tudi manj alergični. To so majhni organizmi, s katerimi smo posejani po telesu, po naši koži, po različnih sluznicah. To so bakterije, virusi, praživali, glive in jih je ogromno na našem telesu, tako da mi smo proti njim en majhen delček. Prepoznamo pa pri otroku ne le prizadetost kože, torej ne le koprivnico po koži, srbež, ampak tudi tako, da otrok nenadoma začne kašljati, težko dihati, lahko postane hripav, lahko pokaže z roko nad grlo, da čuti zaporo. Lahko pa je problem prizadetost srčno-žilnega sistema, pri čemer otrok deluje kot da bi zaspal ali pa zaspi. Torej se zniža krvni pritisk. V Sloveniji se zgodi anafilaksija pri otrocih približno 1 vsake 4 dni. Evo, kar potrkam.
Na srečo pa kljub temu, da so anafilaksije v naraščanju, smrtnost ni. V Sloveniji pri otrocih na srečo v zadnjih desetletjih ni prisotna. Žal je drugače pri odraslih, kjer je lahko letno 1 ali 2 primer med mladimi odraslimi, ko jih preseneti pik kožekrilca, in žal so smrtni primeri tudi v Sloveniji. Otroka je potrebno prijeti, da se ne zmakne. Sicer pa moramo dati ta adrenalin v zunanjo zgornjo stran stegna. Želeno je, da pride v mišico. V samoinjektorjih so drobne iglice, ki to omogočajo. Na voljo imamo tak samoinjektor adrenalina, ki ga je treba vzeti iz plastičnega ovitka, moder pokrovček odstranimo in je pripravljen na aplikacijo. Rekli smo, otrok mora biti pri miru, ga pridržimo in potem ni treba z močjo, lahko čisto nežno prislonimo toliko, da klikne. Ko klikne, se bo sprožila igla. In zadržimo vsaj 5 sekund, 5 do 10 sekund, da adrenalin steče v mišico. Lahko marsikatero alergijo na arašide pri dojenčku in pri otroku preprečimo, če dojenčku, ko je zmožen uživati gosto hrano, tudi nekajkrat tedensko nudimo za polizati arašidno maslo. Na ta način imamo veliko večjo možnost, da se razvije oralna toleranca, da otrok ne bo alergičen na arašide. Enako spodbujamo, da otrok čim prej poskusi kuhano jajce. To je tudi način preprečitve alergije na jajce. Zelo dobrobitno je tudi dojenje. Če so dojenčke mazali z kremami, ki so vsebovali arašide, so ti otroci postali pogosto alergični na arašide. Zato je tudi pomembno, kakšne kreme izberemo za dojenčke oziroma za otroke. Naj ne vsebujejo prehranskih alergenov, ker je to lahko napačna informacija telesu in se razvije alergija. Nekaj jih najdemo v hrani, to je na primer procesirana hrana, pomanjkanje vlaknin. Nekaj pa jih najdemo tudi v okolju okrog nas, ki jih je vedno več. Modern stil življenja je prinesel uporabo veliko pralnih praškov, kozmetike, kemičnih snovi in v njih so škodljive snovi, ki okvarjajo naše bariere. Potem je tu nanoplastika, mikroplastika, ki tudi lahko škodljivo vpliva na bariere, s tem, da to mikroplastiko pojemo, vdihamo, jo nanesemo na kožo. Sadje, zelenjavo, surovo, pa tudi na hitro termično obdelano zelenjavo. Stročnice so dobrobitna živila, polnozrnate žitarice, fermentirana hrana, na primer olive, čaji in orehi, repično olje izmed semen, lanino seme, čija seme. Ne pozabimo na ribe z visoko vsebnostjo maščob. Dobrobitna so jajca, pa pusto meso, na primer perotina, pa fermentirani mlečni izdelki. Zelo so pa odsvetovana predelana hrana, fast food, sladkarije, slana hrana. Nakazuje se tudi pozitiven test za mucko. Mucko imate doma, ne? Šmentana reč. Svetujem še odvzem krvi za specifične IgE za pelode. Pokumen fant, tudi to sprejmeš. Hvala. Počakale bova izvide krvi, pa potem zaključile, dala vsa navodila za naprej. Vidva pa lahko v sobici počakata, pa bomo še to uredili.